februarja. Danes smo imeli izvršni odbor stranke Desus in svet stranke Desus, kjer smo obravnavali priprave na kongres stranke Desus in pa tudi smo se pogovarjali o zadnjih aktualnih političnih dogodkih. Kar se tiče kongresa, lahko povem, da bo 18. februarja naslednje leto. Preložili smo za en teden, zato ker 11. in 12. bom v Ruski federaciji, v Moskvi, kjer bom spremljal predsednika države ob obisku pri predsedniku Ruske federacije, pri gospodu Vladimirju Putinu. Kar se tiče moje kandidature, lahko povem, da so kandidacijski postopki zaključeni in da sem edini kandidat za predsednika stranke Desus. Moram reči, da se je to prvič zgodilo v 12-letni zgodovini mojega predsedovanja v stranki Desus, kar kaže na veliko zaupanje strani članic in članov stranke Desus. Pripravil bom tudi program, ki bo osnova tudi za volilni program stranke Desus. Računam, da ne bi bile volitve pač v letu 2018, ko se izteče mandat. Res pa je, da pri točki aktualne politične zadeve gre zlasti za realizacijo koalicijske pogodbe, smo pa imeli dokaj burno razpravo, tako na izvršnem odboru, kot tudi na svetu stranke Desus. Gre za to, da imamo v koalicijski pogodbi zapisano, da bo dodatnih 40 milijonov evrov namenjenih za letni dodatek oziroma za regres upokojencev. Vi veste, da je bil dogovor še z ministrom Mramorjem, da bomo namenili za regres 19 milijonov evrov dodatnih sredstev zaradi finančne slike, zaradi vzdržnosti javnih financ, vendar očitno so se pa razmere v zadnjem mesecu zelo spremenile in to na boljše, kar pozdravljamo. Kot veste, je bil podpisan dogovor s Fidesom, ki namenja dodatna sredstva za zdravnike. Enako je bil podpisan danes dogovor z javnim sektorjem, kjer je dodatnih 56 milijonov evrov za povečanje plač v javnem sektorju. Največja stranka SMC je tudi uspela s predlogom v državni zbor, da bo 2. januar dela prost dan. Argumentacija je, da nimamo več javnofinančnih težav, da varčevalni ukrepi niso več potrebni. Zato v stranki Desus pričakujemo, da v letu 2017 bo izplačan regres za vse upokojence in da se bo tudi realizirala v celoti koalicijska pogodba. To se pravi, da se bo v letu 2017 namenilo 40 milijonov dodatnih evrov za izplačilo regresa vsem upokojencem. Lahko povem, da včeraj sem to razpravo že odprl na sami koaliciji, ko smo se tudi dogovorili, da bo vlada predlagala spremembo zakona zlasti za tiste, ki so delali 40 let, plačevali prispevke in imajo pokojnino 448 evrov. Je dogovor, da se naredi sprememba, da bodo odslej, to se pravi od leta 2018, prejemali 500 evrov za polno delovno dobo. No, ob tej priložnosti sem seveda tudi odprl vprašanje realizacije koalicijske pogodbe, kar se tiče dodatnih 40 milijonov evrov za izplačilo regresa za vse upokojence. In moram reči, da sem na letu na slabo voljo zlasti ministrice za finance, ki je bila mnenja, da tega denarja pa kar naenkrat ni. Moram reči, da mi bomo vztrajali pri realizaciji koalicijske pogodbe. Jutri dopoldne imamo pred sejo vlade koalicijo in seveda bom predsednika vlade seznanil tudi stališči, ki so bili danes sprejeti na izvršnem odboru stranke Desus in potrjeni tudi na svetu stranke Desus. In glede na to, da se je finančna situacija izboljšala,
Mislim, da so naše zahteve utemeljene, izhajajo iz podpisane koalicijske pogodbe, izhajajo iz zakonskih predpisov. Če smo rekli, da varčevalni ukrepi niso več potrebni, potem lahko tudi v celoti uresničujemo tiste stvari, ki jih določa zakon, gre za zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ne nazadnje gre tudi za zahteve iz minulega dela tistih, ki so tudi ustvarjali to državo. Tako da jutri na koaliciji bom zopet to vprašanje odprl in pričakujem, da bo predsednik vlade imel tudi posluh za realizacijo koalicijske pogodbe in pa tudi za zahteve, o katerih sem govoril. Kolikor tega posluha ne bo, ravno malo prej je gospa Vraničarjeva podobno, kot ste vi sami dejala, da težko prejudicira, ali bo to sploh v prihodnjem letu mogoče, torej ta izplačilo regresa za vse upokojence. Kolikor tega posluha ne bo, kaj sledi? Vi lahko desni zagrozili tudi z izstopom iz koalicije. Poglejte, jaz ne verjamem, da to ni mogoče, če mogoče 2. januar, če so mogoče odpravljanja varčevalnih ukrepov. Ne vem, zakaj bi bilo potrebno vztrajati pri varčevanju pri upokojencih. In jaz sem prepričan, da bo predsednik vlade imel posluh za to zahtevo. Ne nazadnje, upokojenci so najbolj ranljiva skupina, najbolj ogrožena, živijo v najslabšem materialnem stanju, če jih na primer primerjamo z delavci v javnem sektorju ali pa celo z zdravniki, tako da jaz pričakujem, da bo uslišal. Če pa seveda tega posluha ne bo, pa lahko pričakujemo seveda zelo resne težave pri delovanju koalicije. Ker se ne bo uresničevala koalicijska pogodba v končni fazi. Ja, mi bomo to šteli kot kršitev koalicijske pogodbe in zlasti za zelo neetično politiko. Če denarja za vse zadosti, če imamo celo denar za to, da si lahko privoščimo, da je 2. januar prost dela dan, potem ne vem, zakaj ne moramo upokojencem privoščiti regres. In to je bil tudi dogovor strani koalicije, takrat, ko smo podpisali koalicijsko pogodbo. Veste, da je to bil eden od pogojev, da smo sploh vstopili v vlado. Tako da jaz računam, da bo tukaj predsednik vlade imel razumevanje, ker če tega razumevanja ne bo, bom to štel za zelo neetično dejanje. Gospod Erjavec, me pa zanima, kot zunanji minister komentirati oziroma ocenjujete dogajanje v Nemčiji, kaj počne vlada? Moram reči, da sem zelo zaskrbljen glede na zadnje dogodke. Veste, da migracijski val skozi Zahodni Balkan se je ustavil ravno na podlagi dogovora med EU in Turčijo. Vidimo, da Turčija se tudi sooča z velikimi notranjimi problemi, potem, ko je bil poskus državnega udara, tudi umor ruskega veleposlanika je izreden dogodek, ki ga seveda zelo obsojamo. Dobro pa je to, da ta dogodek ni vplival na poslabšanje odnosov med Rusko federacijo in pa Turčijo, ker je treba vedeti, da obe državi sta pa ključni za razreševanje krize v Siriji, v Iraku in tudi kar se tiče boja proti islamski državi, terorizmu. Tako da sem zaskrbljen, kar se tiče Nemčije, pa moram reči, da te grožnje so bile že napovedane strani Europola. Veste, da so napovedali za mesec december povečano teroristično ogroženost za članice Evropske unije in pri tem nobena članica ni izjema. Tako da ta dogodek je bil pričakovan na nek način, bojim pa se, da da se bomo še soočali s podobnimi dogodki v mesecu decembru. Vemo, da je bil poskus tudi v Švici in tako dalje. Tukaj menim, da je potrebno res poskrbeti za to, da obveščevalne službe čim bolje med seboj sodelujejo, da so informacije pravočasne, vendar glede na način delovanja teh teroristov je pa zelo težko predvideti posamične situacije. Danes tovornjak, jutri nek nov način. Tako da
vidim rešitev predvsem v tem, da se umirijo krizna žarišča, zlasti kar se tiče Sirije, Iraka in da se tudi stabilizirajo odnosi med Turčijo in Evropsko unijo. Vemo, da tukaj so določene napetosti, zlasti določene države so zelo kritične, kot je Avstrija, Nizozemska, vendar jaz verjamem, da samo skozi dialog in skozi skupno sodelovanje lahko preprečimo te neljube dogodke. Očitno pa je, da postajajo ti dogodki del našega vsakdanjega življenja. Drži, da ste imeli danes na ministrstvu izredni sestanek, ker naj bi bile napovedi, da se bodo teroristični takšni incidenti dogajali tudi zdaj, v božično-novoletnem času? No, ti incidenti, ti dogodki so napovedani, zato je nujno, da so vse varnostne službe v pripravljenosti, da so pozorne. Tudi slovenska vlada, kot veste, sprejema določene ukrepe. Eden od teh je tudi tako imenovani zakon o tujcih, kjer naj bi policija dobila tiste instrumente, ki bi omogočali učinkovito kontroliranje teh novih pojavov. Tako da jaz mislim, da bo treba tudi v prihodnje več pozornosti vlagati v delo varnostnih služb, zlasti policije in tudi obveščevalne službe, in bojim se, da bo treba tudi nameniti več finančnih sredstev za učinkovito delo teh služb. Treba je vedeti, Slovenija je sicer zelo varna država, če pogledamo razne lestvice, Slovenija sodi vedno med najbolj varnimi državami, vendar glede na to, kako se pa zadeve razpletajo, bi bilo pa neodgovorno, če ne bi se pripravljali tudi na morda bolj negativne scenarije. Gospod Erjavec, me zanima, Slovenija je dobila zdaj račun za 800.000 za arbitražo. Hrvaška je dejala, da ona za arbitražo ne bojo dali niti centa oziroma niti kune več. Mene zanima, a bo Slovenija morala zdaj celoten postopek plačevati sama? Bo Slovenija, ne vem, izstavila račune Hrvaške? Kako bo zdaj financiranje arbitražnega postopka potekalo v prihodnje? Ja, jaz vam lahko razložim pravno proceduro. Do izdaje odločbe bo Slovenija zalagala sredstva, da lahko arbitražno sodišče zaključi delo, izda odločbo. Ko bo pa izdana odločba, bo pa tudi v odločbi izrek o stroških postopka in takrat bo tudi svoj del nosila hrvaška stran. Treba pa vedeti, da arbitražna odločba bo imel status mednarodnega sklepa in bo ta sklep tudi izvršljiv. Tako da hrvaška stran, ne glede na to, da ne priznava arbitražnega postopka, bo ta odločba učinkovala. Treba vedeti, da arbitražni sporazum še vedno velja, Hrvaška ga je podpisala in pričakuje se in tudi mednarodna skupnost, tudi Evropska komisija, da bo Hrvaška spoštovala arbitražno odločbo, ne samo na delu, ki se nanaša na mejo, ampak tudi kar se tiče plačila stroškov. Ampak so pa posledice teh pogovorov med Sekolcem in Drenikovo zdaj vidne tudi v tem, da bo morala Slovenija zalagati? No, poglejte, na vsak način ta dogodek je imel posledice na arbitražni postopek. Če drugega ne, že zdavnaj bi bila arbitražna odločba izdana, če ne bi bilo tega dogodka. Tako da ena od posledic je tudi, da se časovno postopek podaljšuje. Druga posledica je pa tudi to, kar ste vi omenili, da pač mora Slovenija v tem trenutku zalagati te stroške, če želimo, da bo arbitražno sodišče dokončalo svoje delo, vendar zelo jasno vam pa še enkrat povem, da v izreku te arbitražne odločbe bo pa tudi izrek glede stroškov. To, da ti enostransko odstopaš, še ne pomeni, da si se rešil obveznosti. Vaša ocena, gospod minister, se slovensko-hrvaški odnosi zaostrujejo tudi v luči včerajšnjih spornih čokoladic, ki jih mi označujemo kot provokacija. Danes je Evropska komisija glede kraškega terana v bistvu dala prav Hrvaški oziroma jim bo omogočila uporabo kraškega terana, torej živila, ki smo ga mi imeli zaščitenega. Kaj to pomeni za slovensko-hrvaške odnose? Ali izgubljamo? Kar se tiče slovenskih hrvaških odnosov, te so
na stalni ravni niso najboljši. Tudi sam, ko je prišel zunanji minister na obisk v Slovenijo in glede na to, da ni imel kaj novega povedati, kar se tiče spoštovanja arbitražnega sporazuma, sem mu povedal, da lahko pride na teran in pa na kranjsko klobaso. Tako da pač to del te folklore, ki se v tem trenutku dogaja. Tudi kar se tiče tega zadnjega darila za novo leto, mislim, da je bilo zelo neposrečeno in da nimajo sreče pri izbiri daril. Kar se pa tiče terana, tukaj minister za kmetijstvo ves čas trdil, da tukaj ni nobene nevarnosti, da kar se tiče terana, da smo na varni strani, tako da jaz zelo težko te podrobnosti komentiram, tudi nisem seznanjen s to zadnjo odločitev. Upam pa, da bo naš minister, gospod Židan, to stvar razrešil tako, kot jo je ves čas napovedoval. To se pravi, da teran ostane slovenski. Najlepša hvala.